Malo sem bila žalostna, razočarana. Če se izkaže, da to ni to, sem pa vsaj provala. Moramo stati mlada pa v koraku s cvetoma, ne? Jaz ne vem, če kdaj prijem iz trgovine pod 15 €, tudi imam par stvari sam. Dobro jutro. Danes je četrtek. Na seznamu je vlog, ker ga nisem včeraj objavila, ker je bil angleški, tako da danes je slovenski vlog, ampak sem ga včeraj editala do 3 zjutraj. Tako da v bistvu imam čisto malo še za dokončati, pa ta thumbnail, pa te forice. Moram pa posneti še eno sodelovanje za Instagram, tako da bo tak busy dan s snemanjem, pa zlagam tukaj cote, ker jih je ful. Pa še kar nisem konc. Še 40 minut prije moje lesnice, tako da sem se malo prej zbudila, šla sem spat ob 3, vstala sem ob 8, tako da ko že mogla malo zadremati vmes. A ja, pa kuharski stream imam pol ob 6, tako da bo treba kupiti sestavine. Neko sladico delam, pa ne vem, kako se točno imenuje, moram pogledati, ampak ja. Jaz sem že ful lačna, ura je 11, tako da si bomo naredili en sendvič. Bomo z jajci, ker imamo ostanke beljakov, ko sem delala krofe prejšnji dan, tako da dajmo! Žan. Vedno dobim vprašanje, kjer program uporabljam. DaVinci Resolve 18 očitno. Za montiranje videa. Je pa zastonj. Miki, hej! Hej! Drugač pa nov telefon, jaz imam S23 Ultra, tega 500 giga, zato gre rajem ful placa. Jaz osebno si ne bi tega telefona vzela, če ga ne bi rabila za delo. Edino, kar me moti pri tem telefonu je, da je ful ogromen. Ful je velik in jaz imam male roke in navajena sem S20, ki je bil res mali, ampak kamera, baterija, vse mi je ful všeč. Itak že prej smela Samsunga, ima tudi to pisalo, tako da je zanimivo, ampak ja, kvaliteta in vse mi je všeč. Malo se moram še navaditi, zdaj v naslednjem videu se bo mogoče boljša kvaliteta videla, ker zdaj še kombiniram stare posnetke iz starega telefona, pa zdaj iz novega. In nov ima 4K, star je pa tisti standard HD. In zaenkrat še izvažam video v tistem HD-ju, tako da se ne še mogoče toliko vidi kvaliteta, ne vem. Malo je razlike, ampak moram tudi v programu pol nastavitve spremeniti, ko bom imela vse videe v istem formatu. Jaz nazaj špara, nisem mi dala iti v hofer, ker imam še ful za delati in sem pač večino stvari kupila v šparu, jutri pa še lagrem v hofer. Torej, imamo basmati riž, brokoli, paradižnik, papriko, korenček, bučke, avokado, tako zelenjave sem nakupila. Pa sem kupila humus po dolgem cajtu, pa to burrata, mozzarello, no, ni mozzarella, ampak ja, ona, ko je tekoča v sredini, je tako dobra z paradižnikom, feta, alufolijo, pa ene štručke, pol te 2 keksa sem videla tam na blagajni, ko sem čakala. Eno sladko smetano, to rabim za dan za kuharski stream, pa ta poper z mlinčkom mi ga je zmanjkalo, pa ene te provensalske začimbe sem še vzela, pa dvojne špagete. Sem odla vzeti ta velik paket in je dražji, kot pa te ta mali. Miki, si cute. Tako da, to je moj haul. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look
Dobro jutro. Danes imamo čaj. Splanirati si moramo stvari. Nedelja je, ampak zame kot vedno delovna. Ok, da vam pokažem par stvari, ki sem jih kupila v Pepkotu, pa v Pepkotu večinoma pa 2 stvari od Tedija. To se mi je tako zadopadlo, hotela sem med nekaj za tukaj. In že zadnjič, če se spomnite, sem naredila sama tisti tepih art, ampak je problem, ker nimam recimo take lesene palce, da bi to lepo držalo na steni, pa še Mika se je grobešala, verjetno se je tudi na to. Na meni je ful všeč ta kombinacija barv, mogoče zgleda malo kot oni predpražnik za na WC, ampak meni je všeč, tako pomladno, poletno je. Potem sem kupila 6 teh vrečk za WC pucat Mikin in ta kontejnerček za čopiče, da se ti ne uničijo, če nam kam greš z njimi, ker jaz itak nam domov hodim, pa če bom šla kam na letalo ali pa kakorkoli. Potem sem kupila te organizatorje, taki bolj nizki so in mi je ful všeč in jih bom verjetno uporabila za tu spod, ker imam ful stvari in so sem nametane. Potem sem si 2 kulija kupila, nam če bo tako kul, sam ni bilo neki ful izbire, sta mi pa taka cute. No, v Tediju sem še kupila obešalnik, ker tam rabim za jakne, upam, da bo dosti zdržalo. Tak je podoben temu iz Ikeje, ki je drugač kul, ampak jaz sem ful preveč jakne naenkrat obešala. Potem sem pa rabila eno škatlo, oziroma hotela eno škatlo in sem vzela to, ko zgleda kot knjiga, ker bi rada not shranjevala spomine. Jaz sem tako malo sentimentalna, bom rekla, in sem že začela zbirati spomine. Letalska karta. In ko smo šla v kino gledati Titanika in pol ta vstopnica za oni vrt pri gradu, manjkajo mi še one vstopnice iz ta velikega grada, ampak jih ima on, tako da, ja, ful je lepa taka barvna kombinacija, ni? No, meni se zdi cute. Mika, greš pogledat? Jaz sem glih posnela TikTok video, tako sem lačna že bila, ampak sem hotela to posneti za TikTok, probavala sem to azijsko hrano. No, tako da, če vas zanima, si pogledajte moj TikTok, bo v opisu. Ja, malo se mi mudi, pol ure imam do streama, moram to pojesti, pa moram cel setup spremeniti, zato ker igram igrico Hogwarts Legacy, to je ta Harry Potter igra in moj računalnik ta namizni ni dosti močen, zdaj bom videla, je laptop dosti močen, da ne šteka, tako da bom mogla vse povezati z laptopom. Plano je malo komplicirano, moram premisliti, če točno kako bom vse naredila. In ja, mogoče bom začela malo kasneje. Drugač pa zdaj prav malo ostati v koraku s cajtom. Ful cajta sem se upirala tem TikTokom, snemanju TikToka ali pa shortsov, ampak sem videla, da pač moram delati to, ker če si nek ustvarjalec vsebin, moraš da delati tudi to, kar ti ni všeč. In zdaj mi je ratalo všeč in sem ful navdušena. Ful mi gre cajta, ampak tako na dolgi rok se mi zdi, da je dobro tudi za vsebine, pa za to, da te ljudje najde in tako naprej. Tako da ja, moram ostati mlada pa v koraku s cajtom, ne? Oh my god, nikoli več ne bom tega delala. Povezala sem cel laptop, pač z laptopom streamam, ampak rabim pač svoje monitorje, ne. Ta monitor je povezan s tem, ta je pa s tem povezan. In 2 miški imam in tipkovnica je povezana s tem. Malo sem zmedena, ampak ja, nikoli več. Ker sem si cel ta kabel management zjevala. Moram si računalnik malo izboljšati, upgradati. Ja, grem zdaj streamati, sedimo pa. Dobro jutro, ponedeljek je in čas je, da napišem urnik. Zmontiram TikTok, ki sem ga včeraj posnela, ki se ga ful veselim. Da vam nekaj povem, včeraj sem cel TikTok zmontirala. Bilo je, ne vem, dobre pol ure celotnih posnetkov in na TikToku je to pač, to ful traja, ker jaz nisem navajena montirati na telefonu. Se mi ni shranilo. Pa vem, vmes sem fulkrat dala shrani osnutek, zato ker nisem hotela, da gre v nič. Porabila sem uro pa pol in pol ga ni bilo med osnutki. Tako da moram dan še enkrat zmontirati. Ampak ja, najprej urnik. Pa glede na to, da imam še vedno laptop povezan z pač mojim monitorjem, bom malo igrala Hogwarts Legacy, torej Harry Potter igrico, ker je res tako je lepo.
včeraj, ko sem jo malo dlje cajta igrala, ko pa takrat prvič sem bila pravno, oh my god, kako lepo, ali živim tam. Drugače pa malo sem pospravljala, čakam Geles, ker dobim en paket od Eona, moj najljubši paket meseca in nova kolekcija je zunaj, tako da vam pokažem, ko dobim. Perem posodo, cote perem, oziroma Peppa Pig kostum perem. Ja, danes imam ful stvari na seznamu, moram v bistvu si še napisati, da ne pozabim. Drugače zadnjič, ko sem odgovarjala na vprašanje glede tega, če je Dyson vreden svojega denarja, sem pozabila omeniti stvar, ki mi je tako ful všeč in to je tak gibljivost glave. Pač ful jo naravnost sesaš in samo obrneš in se čisto zasuče ali pa tja in pač res povsod prideš in tako je ful enostavno. Ja, super. Jaz res ne znam TikToka uporabljati, tokrat sem že zasrala in sem mogla ponovno zmontirati video in to je toliko dela. 3-krat sem ga montirala. 3-krat. Zdaj pa sem lačna, ker je ura že 3. Glih sem objavila končno ta TikTok. Mogla sem še nekaj z banko se zmeniti, ker imam nov telefon, pa rabim nov spletno banko. Zdaj pa je čas za hrano in ne da se mi zdaj nekaj ful na veliko kuhati, tako da bom naredila eno kombinacijo teh rezancev, korejski barbecue. Okus imajo in zraven si bom spekla en ta zrezek z vratovino in ga bom tako nasekljala, pa imela zraven, pa še eno jajce zraven, pa kimči, malo te azijske hrane za pol kasneje, pa ne vem še, nekaj si bom po moje skuhala, bomo videli. Nimam idej, oziroma moram si tudi pravi iz zmrzovalnika dobiti temu. Looking good, dajmo probati. Te rezanci me malo na ono jaki soba noodles spominjajo, ko jih kupimo v Sparu ponavadi. Mogoče so mi Sparovi celo boljši. Ampak sem jih dodelala. Imajo meso, jajce. Ali mi je še brokolija ostalo včeraj. Sem vam tako rada murke. Če ste mislili, da je to konc, naredila si mu še wafle. V bistvu že imam kupljene wafle, ker nimam tega wafle mašina, ampak jih bom dala v toaster, ker sem namazala nutello, pa mogoče banano dodala. Jaz, ko jem veliko, ampak jem 2-krat na dan, 3-krat, odvisno.
bistvu jih s tem samo zagrejem. Že dolgo nisem waflo jedla. Sicer domači so boljši, ampak zalušte bo. Here it is. Dajmo probat. Evo, to je Limitless kolekcija, ki je v sodelovanju s Patricijo Pangeršič. Evo, tako zgleda na blizu. Še zgornji del. Sem si pa vzela tudi paket spodnega perila, ker pač pri pajkicah jaz najbolj sovražim, da se mi vidijo spodne hlače. Včasih jih sploh nimam, pa si dam sam ta dnevni vložek, ampak kdaj je pa fajn imeti in sem si naročila v Emu, te v kožni barvi. Ok, oh my god, jaz že vidim, da bom to skos nosila. Itak, čudovita barva. Posebnost te kolekcije je blago, tekstura in barva pomagata pri tem, da ti skrijeta vse nepravilnosti. Je kot so celulit, je squat proof, pa res so ful udobne, take raztegljive so po nogah. Jaz imam številko S, zgornji del isto, lahko si tudi te podložke ven vzameš. Tako zgleda zadnji zgornji del, simple. Pajkice imajo navaden šiv, imajo pa tako malo v narejen šiv in ti lepo poudari zadnjico, tako da ja, še vedno velja koda FINA 10, tako ponavadi, tako da če hočete pošparati, če si je kjera hotela kaj kupiti. Imajo pa tudi v barvi v bistvu peska, se mi zdi. Torej svetl komplet, ki sem si ga skoraj že vzela, pa sem pol glavno, bom si prvi črnega, pa mogoče pol kasneje tega svetlega, ampak ja, priporočam. Je strašna. Čas je za Hogwarts Legacy. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. Še zahrani čas tihembika vode. Ok, stream se začenja, naredila sem si proteinski šejk. Imam arašidovega masla, ker sem ga pozabila kupiti. Danes slikamo. Mikici sem dala to školjko sem, zato da je lahko zdrav mene, drugače skozi mjavka mene. Tu imamo slikarske pripomočke. Tako da moram začeti čez kakšne 2 minuti. Jutro. Kaj je to za ena pozica? Ok, danes sem imela pa bolj tako dolgo jutro, pač sem se zbudila na 10 in pol sem z Miko poležavala, ker je tako cute. Zjutraj se vedno pridruži, je res težko iti s posle. Zdaj pa je treba iti kaj narediti. Ne vem točno, kam imam danes na seznamu, ampak pol se mi vedno zafila, tako da naprej sem se spomnila, da sem včeraj pozabila obesiti cote, tako da jih bom še enkrat dala, da se zavrtijo. Pomivalca za sprazni, take basic stvari. Naprej malo sem prehlajena, oziroma zdaj se mi že čisti nos, tako da ja, dajmo, če sem zalimana. Pa se zadnje cajte zeleni čaj spet pijem. Psi. Evo, ko Mika ne dobi pozornost 1 minuto. Ti si navajena, da si me skozi doma. Si razvajena punca ti. Prej sem je na roko vlegla. No. Ne boš kaj delala? Ne boš. Cutie pa cutie, pogledajte očke, brkice, nosek, vse. Evo, preden da se odpravimo v fitness, sem si naredila jajca. Tu imam ta orehov kruh iz Hofra, ful je dober, moram mnogo danes kupiti. Tu imam malo salamiker, oziroma piščančjih prsi in zdaj si povsod dajem to spicy mayo, ko je mešanca med čili, omako pa majonezo. Jaz sem jo kupila v azijski trgovini, tako da še na jajca si dam. Tako vse najljubše pajkice imam v pranju, ampak
Glede na to, da jih imam toliko, se bo že najdlo kaj. Je še po zimi. Ok, jaz se ponavadi ne pritožujem nad cenami hrane, ker pač jih ne to gledam, ker za hrano mi ni težko dati denar. Ampak itak se je zdaj vse podražilo, že dolgo cajta je pač vse dražje, ampak prav zdaj, 2 dni nazaj sem bila v Hofru in sem hodila kupiti tega svežega lososa, ko ga vedno kupim in je bil 5,99. Sem ono, daj je 6 € za 250 gramov lososa. Ok. Sem ono, ok, ga bom vseeno kupila danes in danes je bil 6,69. Sem ono, pa ni bil znižan zadnjič. Sem ono, ne bom kupila lososa. In jaz tudi v Hofru kupujem arašidovo maslo, ki je 100% arašidovo maslo, pač nič dodanega. In je 6 € za, ne vem, isto 250 ali celo 200 gramov. To se hitro porabim, ko si delam te proteinske shake in sem bolj pogooglala, vem, da imajo proteini.si tako veliko pakiranje in je isto 100% arašidovo maslo, nič dodanega sladkorja, nič. In je pol manjša cena, tako da v Hofru je za kilo 20 €, v proteini.si je pa 10, tako da, ja. Katastrofa, what? Pač, ful je, jaz ne vem, če kdaj prijem iz trgovine pod 15 €, tudi če imam par stvari sam. Jajks. Evo, našla sem ga. V Sparu. Vidim pa tudi tega, ki je tudi 100%. Ta je še bolj poceni. A je 1 kila. Ne, ni. Pardon. Ta je večji. Kaki mini krofi, oni so cute. Vejo, da sem trmasta, pa nisem vzela košarice, ker pač jaz ne rabim košarice, ker nam to vzela. Ni parkir placa v fitnessu. Mogoče bo šel kdo ven, počakam 5 minut, če ne bi šla pa laufat. Čeprav je po moja packa, ali pa, ne, bomo videli. Oh my god, nekdo gre ven. Jej! Gremo v fitness. Bom ga mogla popredensko dati. Nisem navajena popredensko parkirati, jaz vedno reverse parkiram, ker je ful bolj enostavno, meni osebno. Drugače pa v Sparu sem najdla losos iz ribarnice je in je bil cenejši kot v Hofru. Pač v Hofru je na kilo bilo 26 pa še nekaj evrov, v tej ribarnici pa 22 pa še nekaj, tako da sem prišparala pa še iz ribarnice, tako da I guess je boljše. Ok, šla sem v Hofer in Spar, vam na hitro pokažem. To je ponavadi tak 8 €, se mi zdi pač ful drago in zdaj je imel Spar 5,90 ali nekaj takega in res ful diši, če dodaš zraven cotik. Zmanjkalo mi je, oziroma mi bo mojega detergenta, to je čistilo teda. Ja, prvič sem to videla, pa sem rekla za foro probam enkrat več beljakovin ima to mleko kot navadno mleko, ampak ja, je malo dražje. Kot sem vam pokazala, arašidovo maslo, ene olive, ta kruh, ki je tako dober, pa ene polnozrnate testenine, ker so mi dejansko dobre. Jaz se ponavadi izogibam polnozrnatim stvarem, razen če je kruh, to mi je dobro. Mika, ojoj, losos je tu, a ne? Losos, ne. Da ja, verjetno bom eno tunino solato danes naredila, ali pa jutri bom še videla korenček za humus, pa za kuhanje, 2 proteinske čokoladici, še ene vafle sem si vzela, zdaj sem si vzela te s cukrom, tak so mi dobri, pa tako fulceta zdržijo. Jajca, jaz si vedno vzamem, ker pač zjutraj rada pojem 2 jajci, pa hočem, da so malo večji. Pol losos, kot sem rekla, s kožo, ta je bil 4 €, tu vidite, koliko je za kilo. Spet so imeli ta mini, mislim, ta tanek stročji fižol, tako da bom ga sigurno naredila v onem parniku, ko sem si ga kupila v azijski trgovini, se mi zdi, da je taka perfektna stvar za to. Paradajz in ja, fitness je bil super, zdaj pa
to pospravim, naredila sem proteinski shake, ker prav lušta se mi zdaj z arašidovim maslom. Zdaj sem šele videla, da sem kupila crunchy. Upsi. Upam, da bo vseeno cool. Tako se pa zblenda. Da mislim, da bi moglo biti okej. Mislim, da se je to arašidov maslo kar lepo zblendalo, ni? Ni koščko. Vai ti mi normalno. Allora io scarpone naredili. Dej, no. No. Dobro jutro, včeraj sem ful dolgo streamala in nismo dokončali puzle, ampak je bilo zelo blizu. Dobila sem glih en paket, nisem vedela, da ga dobim, ker nisem dobila nobenega maila, nobenega potrdila, sem pa že plačala paket iz H&M-a in sem bila, okej, to ne bo kaj. In danes dobim SMS, da DPD dostavi paket in sem bila, okej. In naročila sem si, ni obleka, nisem si oblek kupila, mislim oblek cot. Ampak sem si kupila ruzak, ker je bil, ful mi je bil všeč, ker je tak pač prave velikosti in vse za na letalo. Je pa fantovski. To sem še lepo ugotovila, ko sem ga že naročila, ampak itak nima veze. Sem tak, izgledam kot 12-letni fantek po velikosti. Tak čist navadni je. Ja, navadni. 10 cm ima tega mera. Glavnem, pač te mere za na letalo, kje so. Mislim, se bi lahko imela torbico, sam ne spraviš toliko not, pa ni tako dobro. Ko ti tako zavežeš. Ok, dragi moji, to zdaj ni ful lepo ozadje, nekaj estetsko, ampak to zdaj ni glih glavnega pomena, ker rada bi se sem dotaknila malo dogodkov izpred 2-3 tednov, odkar sem pač podelila z vami oziroma z internetom povsod in tudi v mojem pač privatnem življenju, da nisem več samska. In kaj se je zgodilo? Ful različnih stvari. Ene sem pričakovala, ene ne. Malo sem bila žalostna, razočarana, večini sem bila pa ful vesela, da lahko to z vami podelim, ker so bile pozitivni odzivi. Ena zanimiva stvar, ko na nek način sem jo navajena, je, da ko deliš nekaj ful pozitivnega, nekaj ful dobrega v svojem življenju, ali je to biznis, ali je to privat življenje, imaš ljudi, ko te bojo malo tako poteptali v smislu, ja, zdaj na začetku je tako vse fajn, ali pa ja, se boš videla čez par let, zdaj še vse frišno, bla, 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 se ga še sploh ne poznaš. Jaz vem, kako življenje deluje, jaz vem, kako zveze deluje, ker sem bila v 2 dolgih zvezah. Jaz vedno grem na dolgi rok, jaz ko grem v zvezo, jaz to razmišljam, to je zavedno, ampak ja, stvari pridejo vmes. In vem, da traja to, te metuljčki traja, ne vem, koliko mesecev in pol gre metuljčki stran in se moraš malo bolj potruditi. Vem pa tudi, kako je biti z napačno osebo, ki te ne spoštuje, itd., itd. In jaz tega nočem. In tukaj zdaj imam ful dober občutek in jaz bom zaupala svojemu občutku. In če se izkaže, da to ni to, sem pa vsaj provala. Ker mi nekdo reče, ja, se boš videla, kako bo čez par let, kaj ne zdaj, jaz to rečem, pol pa ne bom v zvezi, če bo čez 100 let drugače. Sej, mislim, dokler ne greš skozi nekaj, pa dokažeš ljudem, ti tak
te vsi radi potočejo, zato jaz tudi ful nerada delim svoje ideje, preden da ne nekaj naredim. Recimo, ko sem začela s YouTube pa Twitch, pa tudi že make-up je bil neka taka stvar, ko so bile vsi ja pa zakaj pa ne greš reči učiti v šolo, ne, to je bolj sigurno pa bolj spoštovano, pa tak. Sem bila jaz že vem, kaj delam, jaz zaupam sebi, pa ni bilo lahko, ampak eni ti dobro hočejo s tem, ko ti to reče, eni so pa pač direkt ljubosumni, tako da odvisno zdaj. Seveda sem pa imela tudi ljudi, ki so ful veseli za mene in vem, da so veseli in te tako malo spodbudijo, tako da dostikrat, ko deliš nekaj ful veselega, so taki dvojni odzivi, in se pokaže, kak je nekdo, oziroma da ima neke frustracije in tako naprej. Recimo na Twitchu se mi je zgodilo, da je par ljudi šlo strani iz mojega Discorda, iz mojega Twitcha, kar sem tudi pričakovala, ker je to bolj moška platforma, več moških je na celotni platformi, zato ker je bolj gaming in tak. In dostikrat ljudje živijo neke fantazije skozi te live streame in mislijo, če je ženska samska, oziroma lahko pa dobim in tako naprej. Jaz sem se vedno ful trudila, da pač ne dajem tega občutka, da sem jaz lahko to, ampak ne moreš vedno vplivati. In po eni strani sem tako ful vesela, da se znebim tega folka, ko me gleda iz napačnih razlogov. Po drugi strani sem pa vseeno razočarana, ker se mi zdi, da sem na nek način naivna in verjamem, da so vsi dobri in verjamem, da so vsi, da podobno razmišljajo, ko jaz in pa ugotoviš na internetu, da pač to ni tako. In malo tako, bom rekla, prebolevam par stvari, navajam se na par stvari, ampak zdaj sem cool. Na YouTubeu itak si hočete, kar je čist razumljivo, da ga pokažem, ampak jaz ga ne skrivam zato, da bo vam bolj zanimiv, pa da boste radovedni, pa da boste bolj gledali in sploh ne. Že to, da sem ga delila, ker sem ga, se mi zdi, da je dosta, mislim, da že kar veliko, lahko bi čist nič delila. Pač mi, da smo se o tem že pogovarjala preden, da smo sploh uradno kaj začela. Take ful pomembne stvari smo se tako izmenila, ne, Monja vpraša, če bi jaz hodila snemati svojega fanta, pa sem rekla, da v bistvu jaz sem že o tem razmišljala, pa da bi ga skoraj rajš ne snemala, zato ker vem, kakšni so ljudje, pa komentirajo, pa se vtikujejo v zvezo, pa v glavnem ne bi pustila, da kdo to uniči. On je rekel, da mogoče čez cajt bi se počutil dost udobno, da bi bil na videu, mogoče ne, pa sem rekla, da karkoli je, meni je okej. In ja, drugače me pa čist podpira v tem, kar delam, ker itak ve, kaj. Tako da ne ga za nalašč skrivam, spoštujem njegovo odločitev, pa njegovo privatno zasebnost. Tako da upam, da lahko to spoštujete tudi vi, mislim, ker nimate glih izbere, Zdaj, če komu to ni všeč, jaz nobenega ne silim, da to gleda in ja, to je to. Mimogrede, kje je bila Mika, ko mene ni bilo. Verjemite, da bom jaz lepo poskrbela za Miko in če ne bi imela dobre varuške, kar so moji starši in moj brat, je ne bi pustila, bi pač z mano šla. Sicer bi verjetno bilo bolj stresno, ampak ona se je imela tako fajn pri mojih, da mi je skoraj bilo bad, ker sem mogla nazaj k sebi pripela, čeprav jaz sem skozi njo, 24 ur na dan sem z njo, ima ta mačka, in vseeno jaz ne morem nadomestiti mačje družbe. In ja, Mika se ima super, ona je tudi navajena se z avtom na Koroško pela 2 uri, to je max, več se še nismo vozile. In tisti, ko mislite, da zdaj, ko en teden ni bila Mika z mano, da bom jaz zdaj zanemarjala, se motite, ker sem ful odgovorna in ne bom jim to rekel, da nisem. A ne, Mika? Reči, no? Ni me poslušala in se ne more zdaj strinjati, a ne? A veste, ki vlog zaključujem, tisti, ko bi mi radi malenkost pomagali pri boljšemu dosegu mojih videov na YouTubeu, lajkite ta video, lahko tudi kaj pokomentirate. Če niste, se še naročite, da ne zamudite naslednjega videa. Naslednji teden spet dobimo obiske. Ja, se vidimo. Čau! Missing someone